Lep pozdrav, moje ime je Boštjan Kavčnik, prihajam iz kolesarskega društva ROK, kjer sem 15. leto zaposlen kot serviser. Se pravi, upravljam skrbim za kolesa, za tehnično brezhibnost koles. Danes vam bom pokazal, kako se pravilno očisti kolo, nastavitve kolesa in hitre nastavitve pozicije. V okviru iniciative Najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje vas bi rad osvestil o pravilni rabi in varni uporabi kolesa. Tako da bomo si to vse pogledali na primerih. Zdaj bi pa kar začeli s čiščenjem, ker kolo, da pravilno oziroma dobro deluje, mora biti očiščeno. Če ni očiščeno, pride do tega, da kolo ne deluje tako, kot bi moglo. Tako da jaz vas kar vabim, da se prestavimo v našo pralnico, kjer bomo si pogledali, kako se opere kolo. Se pravi, potrebujemo razmaščevalec verige, se pravi detergent, ki ga postavimo v vedro. Lahko uporabite tudi, recimo, kakšen pril ali pa kaj takega za čiščenje posode, ne bo nič škodovalo. Bi pa opozoril, da kakšnih močnih razmaščevalcev, ki se uporabljajo v gospodinjstvu, ne uporabljate za razmaščevanje ketne, ker se lahko oziroma verige in pogonskega sistema, ker se lahko zgodi, da se naredi več škode kot koristi. Naslednja stvar, kar potrebujemo, je čopič oziroma krtača, lahko tudi ščetka. Nekateri uporabljajo tudi ščetko za čiščenje verige. Potem, ko imamo v vedru, se pravi neko čistilno sredstvo, potrebujemo še gobe, se pravi, s katerimi bomo čistili kolo. Je pa najbolj pomembno je, da kolo ne pošpricamo takoj iz vodo. Zelo pomembno je, da najprej vzamemo razmaščevalec za verigo in si razmestimo pogonski sistem. Se pravi, verigo na velikem zobniku očistimo zunanje strani. Na velikem zobniku zaradi tega, ker je veriga najbolj dostopna. Če bi imeli na manjšem zobniku, ne bi prišli tako blizu do verige, kakor pa na velikem zobniku. Se pravi, razmastimo jo, približno 3 kroge zavrtimo, da dobimo celo verige okrog. Ko jo očistimo iz zunanje strani, gremo na notranjo stran in ponovimo zadevo. Se pravi, približno 3 kroge. Ko smo razmastili verigo, gremo na prednji menjalnik. Okvir, ker veriga dostikrat udari po okvirju. Se pravi, okvir prav tako koleščke zobnika. Veliko kolesarjev pri čiščenju pozabi na mala zobnička pri zadnjem menjalniku. In ko se tukaj nabere veliko umazanije, tu je ali mimo ali po njemu, v glavnem tek ni tak, kot bi mogel biti. Se pravi, očistimo malo. Če se bo nabralo veliko umazanije na malih zobnikih, lahko z izvijačem povedati, da
na grobo očistite, predno začnete razmaščevati. Ostal nam je še sodnik. Čistilo moramo pustiti par minut. Bodite pozorni, če ste na soncu, vam lahko izsuši zadevo. Se pravi, če ste nekaj, večina ljudi zunaj, mi imamo namensko za te stvari. Zdaj, če bi bil jaz zunaj, bi takoj spravil. Se pravi, pogonski del, to, kar sem razmastil, tako, pa ne bo zadevo izsušil, se bom lotil. Počistimo napere iz druge strani, se pravi os. In pa obroč med naperami, oziroma po domači povedano. Prednji obroč je opran, medtem je razmaščevalec deloval, tako da sedaj sperem z vodo. Pogonski del. In namočim celo kolo. Plaknem prednji obroč. Kolo je sedaj pripravljeno za pranje, razmaščena veriga. Ponavadi uporabljam drugo gobo za verigo, ker nam pusti malenkost sledi od mrzilnih sredstev, umazanijo. Ko sem opravil čiščenje verige, štartam ponavadi iz čiščenjem kolesa iz smeri sedež proti, se pravi iz vrha proti dnu. Veliko umazanije se nabere tudi pod sedežem. Kot vemo, kolo nima strehc, v slabem vremenu, oziroma če kaj povozimo na cesti, nam nese direktno v sedež in pa v kolesarjevo zadnjico. Poudarek bi dal tudi pri čiščenju, se pravi, ročaja oziroma krmila in pa ročk. Pri, se pravi, švicanju ustvarjamo soli, katere nam lahko tudi povzročijo nedelovanje kolesa. Se pravi, če kolo ne čistimo redno, nam bo sol recimo onemogočila premikanje sprednjih zavor in hkrati nedelovanje, kar pa pomeni, da bi bili recimo v prometu nevarni, ker se pač ne bi mogli ustaviti pravočasno. Prav tako čistimo zavore, se pravi zavorne obloge. Sem že prej omenili, se veliko umazanija nabere na sami zavorni površini obroča, prav tako na površini zavorne obloge. Naprej se lotim zadnjega obroča.
vidite. Jaz zmeraj štartam pri ventilu, zato da ne delam, se pravi, dvojno, da bi dvakrat isto špico očistil. Zmeraj štartam pri ventilu, končam pri ventilu. To mi je neka točka začetka čiščenja obroča in konec čiščenja obroča. Identično kot pri prednjem obroču očistimo med napirami in pa sam obroč. Na drugi strani kos obroča. In pa dele, kjer nam je zadnjemu obroču onemogočil čiščenje. Pri demontaži imamo dostopnost očistiti komplet okvir, tudi od znotraj, kjer so sami, se pravi, nedostopni deli. Zdaj kolo je očiščeno. Speremo ga z vodo. Čiščenje kolesa je vsakodnevna rutina mehanika ekipe na recimo etapnih dirkah, tako da nastopajo nam nekje od 6 do 7 kolesarjev in vsak dan se vsa njihova kolesa opere, s tem zagotovimo tudi bolj strokoven pa bolj temeljit pregled samega kolesa, da ugotovimo nepravilnosti oziroma po kakšnih padcih, da se zadeva sanira oziroma delovanje samega pogonskega sistema, zavor, krmilnega sistema in gonilnega sistema. Nameščanje zadnjega obroča. Tukaj veliko kolesarjev se ustraši snemanja obročev, se pravi prednjega, zadnjega. Roke dvignejo, to pa mi raj ne bi. Jaz bi vam predlagal tako, da se zadeva, se pravi, namesti na tleh. Kolo se bomo pokazali, zdaj nam je ravno padla verina. Se pravi, problem rešimo najlažje tako, da vemo, da na poti, kjer se vozimo in nimamo očiščenega kolesa, vsak dotik z verigo nam povzroči umazane roke. Tako da jaz bi vam predlagal, da se znajdete tako, da ali kolo naslonite nekam oziroma vam ga prijatelj, sokolesar, sokolesarka prime in potem se lotite tako, da pritisnite na kletko zadnjega menjalnika, najdete palčko na tleh, vejico
in od spodaj navzgor štartate verigo. Se pravi, od spodaj navzgor in veriga je nameščena. Iz prakse je pokazano tudi našim kolesarjem, jaz to povem, če se jim kdajkoli to zgodi, da bojo najlažje to naredili. Se pravi, pritisnemo kletko menjalnika in iz palčko namestimo verigo na zobnik in potem nazaj dol. To je najhitrejše nameščanje verige. Kot sem že prej omenil, samo vpenjanje zadnjega kolesa in sprednjega je najbolj, da je kolo na tleh. Pri tej poziciji kolesa se nam obroč uleže v sedišče sprednje vilice. Zadaj bom pa pokazal, kako je zadeva. Imamo tudi pri večini oprem obstaja jeziček, oziroma ročica, katero se odpre in s tem lažje demontiramo sprednje kolo, prav tako zadnje kolo. Zelo moramo biti pozorni pri nadaljevanju vožnje, da ta jeziček zapnemo nazaj, ker nam hod, se pravi ročice, če odpnemo jeziček, se nam zmanjša in nekateri, ki imajo že od začetka nizek hod, lahko ostanejo v tem primeru brez zavor. Takole naredim. Najbolje je, če imate možnost sprednji mali verižnik, zadnji najmanjši verižnik. Pri tej poziciji je ketna najbolj sproščena in je tudi najlažje, se pravi, montaža in demontaža zadnjega obroča. Odpnemo hitri zapenjalec, odpnemo ročice zavore, primemo menjalnik, ga odpnemo in ko bom dvignil kolo, naj bi zadnji obroč pač se demontiral. To je to. Zdaj bomo pa pokazali še montažo. Velikokrat se zgodi, da štartamo narobe, da spodnji del verige centriramo na zobnik in potem se zgodi tole. Tako ne moramo montirati zadnjega obroča. Vedno bodimo pozorni, če smo demontirali obroč v prestavi višje, da sprostimo, da je v bistvu menjalnik, zadnji menjalnik, zdaj ga bom sprostil, ki smo najtežjo prestavo, da je čisto dol. Druga pozornost, da hitri zapenjalec oziroma zobnik štarta med obema deloma verige. Potem naprej smo pozorni pri zavorah, ker ko se nam obroč recimo zaleti v zavoro, mi pa zmer delamo pozornost, kaj je tukaj narobe. Se nam tukaj gor zaleti obroč v zavoro in ne bomo mogli enostavno montirati zadnjega obroča. Se pravi, gledamo, da gre med zavore in potem je zadeva enostavna. Mogoče za mene malo bolj, to dnevno delam, nekateri pa iz tega naredijo cel bavbav. Zdaj se bomo preselili v delavnico. Večina kolesarjev nima delavnic in stojal, tako da zadevo rešimo tako, da peremo recimo v lepem vremenu zunaj in kolo pustimo, da se nam osuši. Zdaj mi nimamo časa, da bi kolo ven postavili za 15-20 minut na sonce. Vam bom pokazal, kako jaz to naredim. Ker me na dirki čaka 14 koles zaoprat, tudi ne moram čakati, da mi bo sonce to sušil. Tako da
se izpiha. Tisti, ki imate možnost kompresorja, je najbolj enostavna zadeva, da se voda izpiha iz vseh vitalnih delov, kar se premikajo na kolesu. Ravno tako štartamo iz vrha proti dnu, se pravi po cesti. Zadnja zavora. Sprednja zavora. Veriga. Prednji menjalnik. Zadnji menjalnik. In zadnji zobnik. Ko smo vse sklope izpihali, lahko tudi ročice in trak izpihamo za hitrejše sušenje. Vzamemo krpo in zbrišemo okvir. Pedala, gonilke, tudi verigo. Tisti, ki nimate možnost zraka za izpihovanje, uporabite po sušenju zunaj, uporabite krpo in odbrišete ostanke vode, ki ostanejo med členom. Pri vrtenju nam vodo vrže ven iz členov in tako smo naredili podoben efekt s pihanjem, s tem, da pač ne pihamo. Je pa pri pihanju malenkost bolj v notranjost gre se pravi z zrakom, kakor pa iz samim vrtenjem verige. Se pravi, kolo je pripravljeno, očiščeno, sedaj se preveri delovanje zadnjega menjalnika, prednjega menjalnika, še prej bomo pa namazali po istem postopku, kakor smo se pravi spihali, čistili, bomo zdaj mazali. Pri čiščenju se nam določene se pravi vitalni deli nam malenkost maziva odstranijo. Zato jaz vam predlagam, da uporabljate namenska čistilna sredstva za se pravi kolesarsko kozmetiko, ker če boste uporabljali kaj drugega, se zna zgoditi, da bo zadeva taka, da ne bo pravilno očiščen, vzdrževan in s tem se naredi tudi veliko škode lahko. Se pravi, maziva obstajajo tudi za več vrst vremena. Imamo za suho vreme, se pravi mazivo, katero se največkrat uporablja. Potem imamo mazivo za slabo vreme oziroma za dež in pa tako imenovane vosek maziva, ki zmeraj več prihajajo v uporabo, ker naj bi tudi veliko bolje veriga tekla po nanosu le-tega. Tako kot sem rekel, mi največkrat uporabljamo mazivo za suho vreme, razno, če se pred samim tekmovanjem oziroma vožnjo pojavi slabo vreme, se nanese še sloj maziva za slabo vreme, se pravi padavine. Zdaj bom namazal verigo. Pri mazanju verige ni treba pretiravati, namazati jo je treba pravilno in količinsko dovolj, ne preveč, ne premalo. Je pa tako, da pri olju obstaja tudi maziva v sprejih
Pri olju je pomembno, da pustimo nekaj minut delovanje, se pravi, da olje pride do člena, potem to bomo mi zdaj pustili s tem, ko bomo mazali naprej druge sklope, se pravi, vzamem olje v spreju in namažem vse, se pravi, vitalne dele. Zadnje zavore, prednje zavore. Kot ste opazili, takoj zbrišem, da ne pride mazivno sredstvo do pnevmatike, potem se lahko zgodi tudi padec, ker pnevmatika na mazilnem sredstvu ne deluje tako, kot če je očiščena direktno na asfaltni površini. Prednji menjalnik. Če ne veste, kje bi ga mazali, vam predlagam takole, da se ga prestavlja in opazite, ta del menjalnika je vpet in je pri miru in kar se od njega premika, se vse namaže. Se pravi, če še enkrat pokažemo, vpet je dvakrat tukaj, dvakrat tukaj, dvakrat tukaj in dvakrat tukaj. Se pravi, na 8 točkah se zadevo namaže. To bom zdaj tudi naredil. Obrišemo. Prav tako je zadnji menjalnik, je vpet dvakrat tukaj, dvakrat tukaj, dvakrat od znotraj in dvakrat iz notranje strani. Potem imamo pa še menjalnik in kletka, del, kjer se premika, in vpenjalni del in ohišje menjalnika. Se pravi, začnem iz vrha. Vse skupaj 10 točk zadnjega menjalnika, pa 8 sprednjega. Ko imamo vse namazano, se pravi še tole, obrišem zadevo. Brisanje je pomembno tudi zaradi tega, ker se nam potem ne prime umazanija na sam menjalnik oziroma stvar, ki jo mažemo. Medtem, ko smo mazali zavore, prednji, zadnji menjalnik, se nam je olje utrlo v verigo, tako da bomo zdaj obrisali. Predlagam vam tako, da tudi, če ne, recimo, če ne boste očistili kolo, da vseeno namažete te sklope, ki smo jih zdaj pokazali, vmes med enim čiščenjem in drugim čiščenjem. Tako da samo delovanje bo izboljšalo, se vam bo samo delovanje celega sistema, se pravi prestavno-gonilnega sistema in zavor. Zdaj naprej, se pravi, kolo je očiščeno in namazano, sedaj sledi pregled. Iz vrha navzdol, ravno tako kot čistimo, mažemo, pregledamo sedež, če je slučajno kje, da bi bil kje počen oziroma strgan, če se nam nosilec sedeža odlomi, lahko se kolesar tudi poškoduje, tako da na te stvari nekateri dajo malo premalo poudarka. Se pravi, sedež pregledamo, če je vse v redu, štartamo naprej pnevmatike. Po vožnji se nam lahko zgodi, da imamo v pnevmatiki tujek in če ga ne odstranimo oziroma preverimo, kaj se da narediti, se lahko zgodi, ko naslednjič štartamo na vožnjo, da takoj dobimo defekt. Jaz uporabljam špičko, se pravi, za nek tujek, ki je v gumi, ga
dam ven in pogledam, koliko je sama guma poškodovana. Če je to majhna poškodba, se pravi, da jedro ostane in da je samo zunanja površina poškodovana, se lahko tudi s sekundnim lepilom malo zalima in s tem onemogočimo dostop drugim tujkom direktno do jedra oziroma zračnice in s tem preprečimo se pravi defekt na zadnji oziroma počenje zadnje ali sprednje pnevmatike. Se pravi, pregled platišč, še sprednja. Ni pa mus, da je recimo poškodovana iz vrha. Lahko je iz strani, kar pomeni, da smo povozili oziroma zadeli neko oster rob in nam lahko poči tudi ob strani guma, ne samo iz vrha. In če je pa ta oster rob še večji, se pa lahko poškoduje tudi obroč. Lahko poči obroč in potem je obroč za menjavo. Se pravi, kolo pregledano iz vrha navzdol, pnevmatike, zavore, pozicija zavore. Se pravi, če pogledamo zavorne obloge, ne smejo prijemati nad zavorno površino obroča in ne pod njo. Zavora mora biti nastavljena, se pravi, tako, da ne zavira po gumi in pod zavorno površino. Ponavadi je zavorna površina malo drugačne strukture, kakor pa sam obroč. Preverimo zadnjo zavoro, kasneje, ko bomo ustavili sprednjo obroč, je sprednjo. Gremo naprej na delovanje pogonskega sistema. Pri obročih je dobro tudi preveriti samo, se pravi, ravnost tega. Če je obroč za pocentrirati, oziroma ali je raven. Če je raven, šibamo naprej na preverjanje prestavnega sistema. Se pravi, prestava po prestavi. Zdaj vam bom pokazal, kako se sliši, če ne dela v redu. Če slišite tak zvok, pomeni, da je zadnji menjalnik za nastaviti. Nastavljamo ga, se pravi, samo iz vijakom, skozi katerega gre zajla oziroma pletenica, sama pletenica. Velikokrat se naredi napaka, ko se ljudje, ki ne vejo, lotijo nastavljanja menjalnika iz vijaki. To sta samo zgornja meja, se pravi, da menjalnik ne gre v špice, in spodnja meja, da menjalnik ne omogoči verigi, da bi skočila iz najtežjega zobnika med okvir. Teh vijakov se praktično ne dotikamo. Teh dveh vijakov se ne dotikamo, oziroma pustimo to strokovni osebi, da to naredi. Ker kaj se zgodi, če nam nosilec menjalnika pride v špice, nam zagrabi, pelje menjalnik okrog, odlomi nosilec menjalnika in kasneje menjalnik udari v okvir, odlomi okvir in potem imamo lahko veliko škode. Do tega lahko pride tudi, ko se samo kolo prevrne. Če mi parkiramo nekje kolo oziroma pri transportu, zadanemo zadnji menjalnik, se nam menjalnik zvije proti špicam in potem v prestavljanju v višjo prestavo, zdaj ga moram nastaviti, pri prestavljanju v višjo prestavo oziroma najvišjo nam pride do tega, kar sem vam razložil, se pravi, da menjalnik prime v špice in ga odtrga in škoda je velika.
Gremo naprej na sprednji menjalnik. Se pravi, sprednji menjalnik se preveri v najvišji in v najnižji prestavi njegovo delovanje. Se pravi, sprednji menjalnik deluje, zadnji menjalnik deluje, pnevmatike so pregledane, zadnja zavora, sprednjo zavoro prekontroliramo na samem, se pravi, na samem montiranju sprednje pnevmatike oziroma obroča. Zavora je na mestu, na tej strani je na mestu. Vedno preverite še tole, da vam pokažem. Se pravi, lahko se zgodi, da imamo pri montaži zamik zavore. To boste videli tako, da ko stisnete zavoro, vam obroč premika v eno stran. Zdaj sem jo jaz zamaknil, lahko jo zamaknemo v to stran, in zdaj nam v drugo stran premika obroč. Se pravi, ko mi stisnemo zavoro, mora biti obroč in guma morata biti pri miru. Se pravi, da se ne premikata v nobeno stran. S tem bomo omogočali 100% delovanje zavore. Jaz imam navado tudi preveriti, se pravi, fajfo, moment ključ, obvezna uporaba pri karbonskih okvirih. Sedežno oporo. In pa sedež. Čiščenje in kompletno delovanje kolesa je sedaj pripravljeno, tako da je kolo pripravljeno na vožnjo, na varno vožnjo. Kar se tiče tega, smo zdaj zaključili, zdaj bi vam pa še pokazal, kaj mora imeti recimo kolesar sabo na poti, da v primeru počene pnevmatike lahko sam popravi zadevo. Imamo pumpico, najbolj čim manjšo, da jo lahko spravimo v žep oziroma nekje namestimo na kolesu. Potem je rezervna zračnica. Ponavadi imamo pri rezervni zračnici v kompletu dva montirajzla oziroma, kako bi temu rekel, lahko orodje za snemanje plašča in pa zračnica s primerno dolgim ventilom. Se pravi, če imamo višje obroče, rabimo višji ventil. Če imamo nižje obroče, rabimo nižji. Najboljše pa je, da imamo najvišjega in potem nam paše vse, tako da se lahko rešimo na cesti. Dobro je tudi, če imamo kakšen priročen orodje, se pravi, kjer so imbusi in pa lahko toreks, lahko izvijač navadni, da lahko na terenu rešimo kakšno napako. Ta torbica se ponavadi namesti pod sedež kolesa. Se pravi takole. Kjer nas ne moti, pumpica
kosilnico, kot sem rekel, ali montiramo ob nosilec košarice, na nosilec poseben za pumpe, ob košarice za flaške oziroma bidone. Zdaj kolo pripravljeno na vožnjo. Imamo rezervni komplet v primeru počene pnevmatike. Zdaj bomo pa še pogledali hitro nastavitev, se pravi, kako praktično na kolesarju pokažemo višino sedeža, se pravi dolžino toporišča oziroma fajfe. Pa vas vabim kar, da gremo tukaj na drugo stran. Naprej se bo sedel na kolo, da bomo pogledali višino sedeža. Se pravi, najhitrejša kontrola višine sedeža je, da se kolesar usede na kolo in nekje iz prsti doseže do tal. Tukaj ne bomo veliko zgrešili, bomo najbližje vsak misel, da če imamo specialko, da mora biti pa sedež zelo visok, kar je napačno mišljenje. S tem lahko vozimo na moč, ne moramo voziti na obrate, kar pomeni na daljši relaciji, da nas utruja. On ima zdaj pravilno nastavljeno višino sedeža. Za dolžino kolesa se prime spodaj, tako, in pogleda krmilo in pa os prednjega obroča. Nekje najhitrejša, bom rekel, kontrola ta prave dolžine je, če se krmilo in os prednjega obroča ujemata, pokrivata. Če je os prednjega obroča pred krmilom, pomeni, da je kolo predolgo. Če je os prednjega obroča za krmilom, pomeni, da je kolo prekratko, da ga lahko raztegnemo. Raztegnemo ga pa tako, da zamenjamo se pravi fajfo oziroma toporišče, tako da si pol to dolžino naštimamo nekje najbolj optimalno, kakor rabimo, da ne bomo izgubivali preveč pri aerodinamiki in pa samem udobju vožnje. Je pa pri rekreativnih kolesarjih v navadi, da ročice zamaknejo malenkost na gor, pri čemer dobimo, če se lahko primaš tukaj gor, bolj udobno vožnjo pri ročicah. Pri tekmovalcih je ta zadeva malo nižji, se pravi pri rekreativcih višji. Je pa iz enega samega vidika. Rekreativni kolesar se večinoma časa na specialnem kolesu drži zgoraj. Se pravi, tukaj mora biti rekreativnemu kolesarju pozicija najbolj udobna. Zdaj, če gremo še naprej, če se spustiš, pa nastaviš komolc tukaj, se pravi takole, naštimaš komolc, stegneš prste in nekje 2 do 3 prste mora biti med, se pravi, dolžino roke in pa krmilom. To je tudi neka kontrola ta prava, tukaj vidimo, da je malenkost več, kar pomeni, da je tekmovalec malenkost bolj raztegnjen za njega, ker je pač tekmovalec, je zadeva primerno nastavljena. To je to, kar se tiče glede pozicije. Tukaj je zelo hitra nastavitev, potem pač so pa nastavitve še bolj fine, s kotom kolena. To bi pa pač prepustil strokovnjakom, da se potem iz tem zadeve ven izvlečejo najbolj optimalno pozicijo, kar jo lahko dobimo. Zdaj, mi smo povedali načeloma o čiščenju, vzdrževanju vse. Zelo pomembno je, da
smo varno, se pravi na poti, da nimamo težav, da smo za sebe in za druge udeležence v prometu varni, ker če ne bomo varni, potem se lahko poškodujemo, lahko se zgodi nesreča. Probimo narediti čim več za to, da se to ne bi zgodilo. Tako da, kaj naj vam rečem, srečno na kolo. Kolo je najbolj, bom rekel, najbolj se pravi uporabno prevozno sredstvo. Največ ljudi se odloča za kolo, tako da je tudi v porastu kolesarstvo in pazimo en na drugega, tako da bomo varni. Lep pozdrav!